Lepo pozdravljeni. Kot lahko vidite, bomo danes govorili o znamkah. Namreč že kar precej let v Kopru deluje filatelistični klub Koper. Z mano sta danes predsednik Ricardo Groselj in podpredsednik Mitja Pelicon. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Torej, desetletja zgodovine so pravzaprav na vaših plečih, zdaj že eno leto v bistvu, odkar ste prevzeli predsednikovanje. Ja. Kako se je pa vse to začelo? Kdaj se je začela filatelija v Kopru tako organizirana? Filatelija je začela takoj po drugi svetovni vojni, oziroma točno 17.12.48 je bil tudi ta klub naš ustanovljen. Pod okriljem vojaške uprave, če vemo, da takrat je Koper spadal pod cono B, nad katero je imelo roke vojaška uprava v tej coni. No. Sicer pa, kako težko je zbirati znamke? Nekateri smo mogoče še kot otroci, se spomnimo, tako dajali znamke v vodo, da so se odlepile. Danes pa poznamo znamke, ki jih ne rabimo več lizati, se vseeno enako odlepijo. Tako. Jaz tudi, ko sem še živel na Hrvatinih, v osnovni šoli, sem se navdušil za zbiranje znamk. Starejši filatelisti so takrat učili, znamke moraš oprati iz kuverte, po domače povedano, in dajati v album. To smo delali mnoga leta. Sedaj so trendi malo se spremenili. Zakaj? Enostavno, znamko, ko ti odlepiš iz pisma ali iz razglednice, ker je bila potovana, je žig na njej, ampak se pozna mogoče samo par milimetrov žiga ali pa pol centimetra. V filateliji danes je pa skoraj najbolj pomemben žig. Zakaj? Na žigu je datum, kdaj si ti na določeno pošto oddal tvojo pisemsko pošiljko, je šifra pošte, mesto Koper recimo, je datum in ura. Če pa imaš ti samo znamko, ko si jo pobral iz pisma dol, je samo en delček črnega zmazka, da rečem grdo, nič drugega. In ne moreš vedeti, ne? To je osnova. Danes se gleda, da se, če že želijo zbirati znamke potovanja, ki so z žigom, se obreže, da je tudi cel žig zraven. To so, rečemo mi, odrezki. Tako da je znamka na delu pisma in cel žig, da lahko točno vidiš vse. In to se daje v albume. Ne? Zbira se tudi znamke, zopet je razlika uporabljene znamke in neuporabljene. To pomeni neuporabljene nove, ki niso na pismih, ki jih kupiš ali pa menjaš od pošte, ko kupiš. Porabljene pa so te, ki so potovane z žigi. Ne? Tako da so tudi različne vrednosti med njimi in vse skupaj, tako da trendi grejo bolj v to smer. Ne? So pa neuporabljene ponovadi tiste bolj nove, tiste starejše so verjetno vse uporabljene. Tako, ker rečemo 1800 pa toliko ali pa predfilatelija, ko so komaj začeli poštne znamke, takrat so se zbirale ne nove znamke, ampak uporabljene. In ker takrat tudi niso še obstajali albumi, so imeli takšne, kak bi rekel, kot zvezke so firme izdajale, not so bili določeni kvadratki z napisi številk pa letnic in so bili takšni mali listki, ki si en del listka zalepil na znamko, en del pa v ta zvezek, v točno določeno rubriko, to mi rečemo falc, takšni centimetrski papirčki so bili samo lepljivi. In tako so se zbirali znamke. Danes so albumi je šla tehnika tako naprej, da so res albumi veliko bolj olajšajo zbiranje, da zatakneš za tiste linije, prozorne znamke noter in jih urejuješ. Ne? Ja, ker včasih se ni zbiralo novih znamk, ne? Se je zbiralo samo staro. Tako da nisi poškodoval znamke, če si dal ta falc gor, da si lahko dal v album, tako rekoč, ampak si mogel zalimati. To je bilo oboje stransko lepilo. Na zadnji del znamke in na list. In tako si spravljal. Sam da ga popravim, ne. Trend današnji je, da se ne sme nič rezati, nič v vodo dajati. Zadeva mora biti, če je razglednica, naj bo razglednica z žigom znamko, pismo naj bo z žigom znamko, ker žig je v bistvu najvažnejša stvar v tej filateliji.
ker z žigom se obeleži določen dogodek, določeno osebo v spomin ali v, kako bi rekel, no, dogodki in osebe se obeležujejo na tak način. Znamka je pa zmeraj ta redna znamka, ki je bila v prodaji na pošti, tako da ni bilo tudi neke povezave, se je vse baziralo na žig. Z osebnimi znamkami, to, kar ste prej povedala, da se več ne limajo, ne, je pa pošta dobila svojo nišico, ne, na katero prodajajo osebne znamke, ki jih mi naročamo in tudi povezujemo s to znamko dogodek, pa žig, da je nekje ena rdeča nit med znamko, žigom, razglednico ali maksimum karto, pravimo tudi mi, no. To mora biti ena rdeča nit. V glavnem, nič potapljati, nič rezati, najlažje spraviti v škatlo od čevljev, tam bo zasigurno. Se pravi, rabite vedno več prostora z leti. Točno tako, to je pa je škatla pri škatli. To se moramo z ženo dogovoriti, če ti je dovoljeno omaro ali pa dve, ker volumensko to naraste, če zbiraš. Ne. Ker vsi, ki zbiramo, ne zbiramo samo znamke, ne, zbiramo tudi vse drugo zraven, od značk, razglednic, ko sem povedal, medalj, vse, kar spada v zbirateljstvo. No, ko pa zbirate znamke, mogoče veste, kdo v klubu ima najstarejšo. Ja, tle, da jaz povem, ne, ni najstarejša znamka tista, ki je najbolj vredna. Ne. Vemo, ta najstarejša znamka izdana je bila v Black Penny. Se pravi, to je bilo 1848. Ja, to nekje. Ne, je bila prva izdana, ki pa ni najdražja. Ne. Recimo najboljše te znamke iz tega obdobja, prvih znamk govorim, se gibljajo nekje maksimalna cena 3000 evrov. Tako da Black Penny ali rdeči penny, mislim, črn penny, ga dobiš že za 20 evrov. Tako. Ker jih je enostavno tako veliko še... Kar se tega tiče, ne, je pa teh penijev je pa nešteto. To je bil en naš kolega iz Trsta, iz tržaškega kluba. On je imel pa prav zbirko, je imel 400 različnih variant tega penija. Ne. Tako da on, kar se tega tiče, mislim, da bi se lahko kar z Angleži primerjal, čeprav je njihova. Ne. Po finančni plan. Tako, najdražja znamka, ne? Najdražja znamka pa je samo ena. Ne? To je neka angleška znamka, ki je edina še ohranjena in se prodaja, vsakih par let se prodaja, njena vrednost, ta zadnja je bila pa 7 300 000 evrov. Kaj pa tako posebnega na tej znamki? Zakaj ima to vrednost? Edina in ohranjena. Ampak edina, recimo, edina v svoji seriji. Edina znana znamka, ki je obstala v teh letih. Drugi so se uničili, bilo kaj. Ja. Kaj pa vajni zbirki? Katere so tiste najdragocenejše? So vse tako kvadratoste, kot jih poznamo danes, ali so tudi kakšne še različnih oblik? Ja, to je. Jaz imam prijatelja, ki je bil bivši predsednik, Ivan Nanut. Njegova tematika je bila med drugimi, je bila tudi zbirka, zelo velika zbirka, ki jo je podedoval od njegovega prijatelja Škrlavaja, ki je bil tudi skoraj med ustanovitelji kluba. Tako da ja, je nešteto variant, od plastičnih, lesenih, trodimenzionalnih, svilenih, jaz sem nekaj prinesel s sabo, ne, bomo na koncu pol, če kakšna se pa je strinjate. Tridimenzionalna znamka? Tematika se spreminja, slika. Ne. Imate nogometaša, recimo, ki stoji, ga malo obrnete, brcne žogo, na tretji pa ni več žoge. Ne. Ta slika se spreminja.
Ja, to so rade izdajale države Bližnjega vzhoda. Šport, formula, nogomet, teze. Si znamko zamigal, kot ko stari termometri za temperaturo, ko si mogel jo malo ga zavrteti, da se je svinec pokazal, kje se ostavi na temperaturi. Tak so znamki, jo malo zanihaš in se noter premika. Tridimenzionalno. Ne? Kot je rekel, imamo znamke po obliki, po materialu, tako da je ogromno, po veličini, so minimalne, so velike, ni mej. Slane znamke, čokoladne znamke, Ja. znamke, Dišeče znamke. znamke, ki pod lupo pogledaš pa pod Saj nekaj smo prinesli, določenimi bomo stvarmi. potem- Delfina, recimo, ko smo izdali, pošta je izdala pred par leti, greš z aparatom, vidiš kosti na znamki, s prostim Slovenska očesom pošta ni izdala. vidno. Slovenska pošta, Slovenska Ja, ja. pošta. Pošta Slovenije. Vse so bili tako zelo pridni takrat. No, so, Takrat, kaj pa danes so v koraku Ja. s časom Pošta Slovenije. Trendi grejo malo v drugo smer. Ne? ja, no, Se trudijo, mogoče bodo še kaj izdali, pač treba priti ideja in potem, da se to udejani, ne? Ni tako čez noč. Kje pa so te razlike recimo med svetovnimi trendi in domačo pošto? Ma ni prav velikih trendov, veste, tudi naša pošta, čeprav za Slovenijo je kar v redu, tudi v mednarodnem merilu so dobro zapisani. Ne? Sodelujejo z vsemi temi mednarodnimi poštami, tudi dobro sodelujejo, so povezani, si pomagajo. Enkrat ena država, kaj izda bolj naprednega, potem tudi naša, kot smo rekli, za slane znamke, za te znamke z ultravioletno lučko, vedno pridejo kaj novega. Ne? Naša se je pač bazirala zdaj, da drži neko tradicijo pri izdajanju teh znamk poštnih, da imajo določene tematike. Zdaj konkretno, da se navežem 27. zdaj čez 2 dni, bo Pošta Slovenije ima tematiko znani vodnjaki v Sloveniji. Tokrat bo naš Depontejev vodnjak, po domače Namudin vodnjak, bo na bloku. Blok pomeni malo večja kot znamka, da ima še papirnati okvir in vse noter je znamka perforirana. To se imenuje blok. In bodo izdali in koverto, in priložnostni žig, in to znamkico kot blok. Depontejev vodnjak. Ne. In ta žig, in to bo na razpolago bilo kdo kupi, na vsaki poštnem okencu bo ta priložnostni žig. Če pridete tja, boste kaj poslali, da rečete, želim tale priložnostni žig 27. Boste dala tale žig na znamko in boste pošiljko oddala, recimo, ali pa nesla domov za spomine. Tako da pošta dela, ima določene tematike in to izdaja redno. ja, in sodeluje z drugimi poštami. Tudi ne. z drugimi poštami. Recimo- Torej, Dobro, ja. zbirate tudi različne žige? Žig je osnova no. v filateliji. Ja. Ne samo tistega, ki je pritisnen, tudi, Tle ja. pa, Ja. tle pa moraš, če nekaj zbiraš, da ni vezano na naše območje, da zbiraš, recimo jaz zbiram s tematiko metuljev insektov, zbiram policijo, milico, prometno varnost, in to je najlepše takrat, ko dobiš te znamke na določeni kuverti. Ne? To je pol čar vsega. Tudi če je znamka zraven, ampak čar je zmeraj kuverta z žigom in znamko, ne? Kot sem že prej povedal. Vse skupaj. Nič se ne reže. Ja. Kaj pa recimo, če nekdo želi postati filatelist? Kaj je njegov osnovni pripomoček? Kaj potrebuje? Ja, tri stvari je obvezno. Ne? Rabi tle pincetko, rabi lupo, da lahko znamko gleda, rabi album, da znamko da v album, in rabi Merili pol so. že malo profesionalno naprej. Vsaka znamka, ki jo povedal, ima različna zobčanja. Eni zobci so malo večji, malo manjši, in imaš merilnik. Ena znamka, no, po domače, je lahko izdana ista znamka v 3 variantah. Ena je vredna 1 cent, druga je vredna 1 evro, ta tretja, ki jih je najmanj, pa ima različno zobčenje, pa vredna lahko tudi 50 evrov. Pa za lajka je samo ena znamka, ampak se za ceni razlikuje. Ne? Zakaj pa sploh naredijo drugačno zobčenje?
Dobro vprašanje. Mogoče se jim po nesreči, mogoče delajo za nalašč. Ne? Ali pa so, kaj se, Ja. kot imajo stroje nastavljene, so Ne. valoviti zobci, so špičasti, so pravokotni, so različni zobci. In pač stroj je nastavljen in gre določena serija, govorim zdaj na pamet, 5000 znamk serij s tem zobčanjem izdelajo. Potem, se kaj spremeni in nastavijo drugače, so druga oblika zobcev. Ne? Ponatisi, ali pa ponatisi, ja. Vsako leto ista znamka z drugim zobčanjem, z drugim. Vidijo, da znamka je veliko povpraševanje, Barvi. se kupuje, zmanjkuje in dajo ponatis isto znamko, samo je stroj drugače nastavljen, pride druga oblika zobcev. Na centimeter, recimo na mesto 6 zobcev je 12 zobcev. In je tako druga vrednost. Potem je zopet odvisno tudi lepilo zadaj, Ja. kakšna barva je. Danes so glavne takšna umetna lepila, leta nazaj so bila organska. So svetla lepila, so temna lepila, so svetleča, so mat lepila, kakšen papir je, kakšno tiskanje je. Je ogromno teh drobnih nijans. In ko ste vprašali, kaj filatelist potrebuje, jaz bi to dal tudi ogromno potrpljenja. Ne. Da sediš tam po par ur, pa gledaš one papirčke, Ja. da ugotoviš, kam kateri kaj spada in tako naprej. Ne. In še kar sem ugotovil, ne, obvezno rabi filatelist svoj Svojo sobo. kotiček. Kotiček, ja. Tako da lahko pustiš na mizi vse, kar si delal do zdaj, pustiš na mizi, greš skozi vrata, zakleneš, če imaš majhne otroke. To ne gre. Da In pa mačke. pospravljaš non-stop Ja. nazaj, pa tako to A pa pa je. pride žena, da bo Ne, malo ja. prezračila, da bo svež zrak, pusti Pa odprta odpiha vrata, vse, pa ja. odpre okno in Neštetokrat. greš vidrijo. Ne. Mislim, Neštetokrat. Predvidevam, da ste večinoma moški v vašem klubu. imamo tudi ženske, večina pa smo moški. Ja, je res, večina je pa zmeraj, ampak se najdejo ja, tudi se najdejo. ženske. Pa ste tako predvsem podedovali svoje zbirke ali ste tudi sami začenjali? Če povem jaz sem začel, ko sem prej omenil na Hrvatinih, v prvi razred, tam sem se navdušil med kolegi, v prvem razredu, začneš uno otroško zbirati. In še zdaj me drži. Ne. Nadaljuješ, zbiraš. V bistvu v tvojem življenju se nabere ogromno. Kot je prej rekel, da rabimo prostor. Hvala Bogu, otroci so veliki, so se odselili že zdavnaj, vnuki so drugje, tako da una otroška soba je moj kotiček. Ja, tako da ogromno prostora. Pri meni rabiš. pa malo drugače. Ne? Jaz sem pa zelo mlad, v mladosti me ni zanimalo. Zbirali smo znamke, pač ker so drugi zbirali. Tako da jaz sem se začel pa nekje prav tako resno ukvarjati 2007. Ne? Tako da sem še kar frišen, ampak se lahko pohvalim, imam pa zelo, zelo velik zbir znamk. Si vnet, je še vnet, je še. Povsem, ne. Je vnet. Ampak zmeraj kaj zamenjaš, nekaj tudi prodaš. Se, kako pa je s trgom, recimo v Sloveniji, s filatelističnim trgom? Je to nekaj živega ali recimo sploh tukaj hodite kaj v Trst, mogoče Hrvaško, Istro tudi? Ma, kako bi zdaj, da bi jaz To imaš ti bolj izkušnje, to ti ne povem. vem, Ljubljana organizira recimo 4-krat na leto na Kotnikovi v Ljubljani, to je sejem, stop, prost, razni zbiralci, trgovci, to je 4-krat na leto. Vsako leto so organizirali kolekta, to je tudi mednarodna zadeva, je bila v gospodarskem razstavišču, v Cankarjevem domu. Evo, na vaše vprašanje, zgleda, da ni zanimanja, ker letos je kolekte ne bo. Ne? Tako da Trst je blizu, gremo v Trst tudi, Zagreb organizira, Verona. Reka organizira, Verona ima zmeraj tradicionalno velik sejem, ampak to so destinacije, ki za našo zbiranje ne pride v poštev, ne? Ker nas ne zanima Švica, ne zanima nas Italija. Vsi v klubu smo bolj tle doma, cona B, Vuja, cona A,
Slovenija, slovensko Primorje, stare znamke, kar je bilo povezano s tem delom Slovenije. No. Torej tudi se ukvarjate mogoče bolj z, recimo, z istrskimi motivi na znamkah, je tega veliko? Ja, noše so bile kar precej uporabljene. Že v stari Jugoslaviji, tudi v Sloveniji je bila ena taka, je pošta izdala vsako leto eno nošo. Tako da že tisto je trajalo nekje 8 do 10 let. Kot sem prej omenil, pošta si zbere določeno tematiko, enkrat, dvakrat na leto izda, kaj v tem smislu. Kot sem rekel, letos imajo te vodnjake, takrat so bile narodne noše, je bilo močno, takrat je bila še, mislim, Jugoslavija, ne? In je bilo široko področje, vse republike bivše Jugoslavije in je bilo, lahko so črpali dobre motive ven, ne? Potem so bili, recimo, v Jugoslaviji tudi se je izdajalo, ko smo bili močno morska država, svetilniki, pomorski promet, ladje, parniki, ladje, tu se zopet lahko loči ladje na motorni pogon, ladje na veter, tako, ne, tako da je tematik je ogromno, ne, ko se kdo kaj odloči, kakšno tematiko bo zbiral, ne. Je pa tako, vse znamke se zbirajo, mi rečemo, po katalogih. To je kot svetopismo, noter za določeno pošto. Vsaka znamka je noter kategorizirana. Ima katalog. Recimo Pošta Slovenije, mislim tudi, kar po znamki izda, se izdaja katalog, ne Pošta, ena druga firma Slovenika. In je noter... Je to ta katalog? Ne. Noter je od začetka samostojne Slovenije točno datum, leto in kakšne znamke, opisi znamk, kaj se je izdalo. In če zbiraš, kaj moraš imeti kompletno zbirko, to je nekaj vredno, da rečemo. Če ni za recimo od 91 do 7, ampak dovolj je, da imaš recimo 5 let, ampak po katalogu. To pomeni, katere znamke po vrstnem redu so išle, ali posamezna znamka, ali serija znamk 2, 3, 5, 7 in kaj še dajo zraven. Ponavadi dajo zraven kuverto, pismo, na kateri, ko smo imeli, je znamka, je žig pa slika, first day cover, ne? Plus včasih dajo na koncu leta tudi zveščiče, če kupite samo lepljive znamke, ki pred novim letom se pošiljajo znamke, pa se kupijo oni zveščiči, so samo lepljive z božičnimi motivi. To gre v zbirko, potem so določeni dopisnice. Če že kaj zbiraš, moraš imeti za določeno 1 leto ali pa 5 let komplet vse to, kar je pošta izdala. To je potem pomeni kompletna zbirka. In je nekaj vredno, tudi če želiš prodati ali menjati ali kaj, ne. Zdaj pa, če ti serija ima 5 znamk, pa ti zadnja manjka, noben ti je ne bo te serije niti vzel, ker zadnja je ponavadi nominala in toliko vredna kot cela serija skupaj. To je potrpljenje, kot sem prej rekel, moraš imeti. Moraš biti natančen, imeti katalog in se zbira po katalogu, ne. Kaj pa potem ta katalog, ki ga vidimo tukaj? To je pa zbornik. Boš ti povedal? A tole? Ja, to je naš zbornik. To je pa zbornik, ki smo ga izdali ob 70-letnici delovanja našega kluba. Glavni urednik in to je bil Mitja Pelicon kot predsednik takrat. Je pa zgodovina kluba. Zgodovina kluba z člani, z vsemi stvarmi, no. Tu smo izdali tudi potem pismo ali pa kuverto po domače z osebno znamko, s priložnostnim žigom pa sliko, ne, za 70-letnico. In noter pa sem zbral, par članov je dalo razne prispevke, svoja razmišljanja, noter je pozdravni govor takratnega župana Borisa Popoviča, predsednika Filatelistične zveze tudi Petra Suhadolca in spomini noter, je zanimivo, tako da to smo dali in na Titovem trgu smo pa imeli veliko razstavo, je bila trajala tam, ne, vseh klubskih izdaj, ker klub vsako leto gledamo, da izdamo 5, 6, odvisno kakšni zgodovinski dogodki so to leto, izdamo znamko, priložnostni žig in kuverto ali pa maksimum karta. Maksimum karta je podobna, kot je omenil, razglednici. Filatelistično se imenuje maksimum karta. Zakaj? Ker mora biti slika na razglednici, žig in pa znamka,
isti motiv skoraj, da je rdeča nit, to je filatelistično pravilo. Ne? Če bi kupili eno razglednico, pa zalepimo eno znamko, pa drugi žip, to ni nič. Ne, Kako bi to izgledalo? ne vem, kam obrnemo. Ja. To smo izdali naš klub, ko je Koper zmagal destinacija odličnosti v turizmu. Takrat je zasedel prvo mesto med temi turističnimi mesti in smo v počastitev tega izdali sliko z Koprom. In potem ste dali kar znamko na Znamka, šklednico. Pošta je izdala, ja, to je maksimum karta. To Obratno je stran, maksimum bi karta. rekli. Ne, to mora biti vedno spredaj. Tako mora biti Maksimum to spredaj. je filatelistično, mora biti spredaj. Ja. Ne. In če vidite, je znamka in vse isto. Ne. Za to znamko so se mogli marsikdo potruditi. Ne. To je bilo potrebno dati vlogo na pošto 2 leti prej. Zdaj, tle je malo manj časa trajalo, ker je ta nagrada časovno se ni, ampak je pošta šla na roko, da so dovolili, da so sami izdali na natečaju, ne, to je Titov trg. Se, kakšen pa je postopek, da izdate takole 2-krat na leto svojo večkrat. znamko? No, večkrat na leto. Določeno, odvisno, kakšen je zgodovinski dogodek. Določeni dogodki so tako bolj široki, da lahko poiščemo pri rednih znamkah, katere izda Pošta Slovenija, če so nekako, da grejo zraven. Če pa ni, potem pa moramo oblikovati in dati noter vlogo za izdajo osebne znamke, če so konkretni določeni dogodki. Ne. Če smem To je pokazati ta potem, ki traja 2 leti postopek? Samo za redne znamke, Za redne ki jih izda znamke. Pošta Slovenije. Za osebne znamke, kot se zdaj imenuje, to je krajši postopek. Recimo v tem primeru 700 let Danteja smo izdali osebno znamko, priložnostni žig in sliko. Ne? To je zopet maksimum karta. Ker ko imamo mi oblikovalca, da nam oblikuje osnutek za znamko in osnutek za žig, lahko naročimo pri pošti. Ne? Tako da so krajši postopki. Ne? Ampak tukaj nismo našli nobene druge primerne znamke, konkretno pri Dantiju tudi smo mogli njegovo sliko, Osebno pa zopet znamko. intelektualna lastnina, sliko moraš odkupiti, moraš plačati, Tle je da ti pošta zelo dovolijo. tako religiozna, ne, Drastična, zahteva en kup papirjev, da imaš dovoljenje, da lahko to objaviš, da oni lahko tiskajo. Njihova pravna služba to 3 dni. Melje, preden dobiš odgovor, včasih zavrnejo, včasih hočejo spremembe. In mi vsi Tako da nervozni, je ki dnevi velik tečejo, problem, ne. datum se približuje in nimamo še nič, ne vemo, kaj bo. Ne. Kako pogosto je pa recimo dan danes še, da so znamke ilustrirane? Zdaj Danteva slika je bila tudi fotografija slike, Ja. Ta Titov trg je tudi fotografija. Kako pa je recimo z ilustracijami danes? Vse najdejo, samo veste, dan danes moderna tehnika, vse je računalniško. Ne. Oni oblikovalci, nič več z roko, vse dela, ima določene programe na računalniku, imamo mi tega našega oblikovalca v Piranu, povemo, kaj želimo, kako bi izgledalo, on oblikuje, pa nam pošlje osnutek, mi dva rečemo, ok, ni v redu, spremeni to, daj to in tako naprej. Ne. Včasih res so delali vse ročno. Ne. Ker, naprimer, vidimo tudi ravno na tej zadnji strani, ki jo kažete, te so bile zelo znane, verjetno so še v uporabi tudi te z živalmi slovenskimi. Ja, v uporabi je vse, kar je v nominali evra, se pravi, lahko je 0,20 centa, se lahko uporablja in to A, B, C, D, se pravi A Črkovna z oznaka oznaka, A je za notranji promet, pa B za notranji promet, C pa D je pa za tujino. In kaj je razlika A in B, če sta obe za notranji? Aha, teža. Vrednost, Plačaš. ne. Recimo A je vrednost 82 centa, D je pa evro, ima že čez 2 evra. No. Se pravi za težje Ja, pošiljke. Če želite, dražje je, čim dlje gre, dražje je. Ne, za če pošto. želite poslati pismo, ki je samo A4 noter, za tujino boste dala Do 20 gramov, vsako pismo. Je C vrednost, ne boste kupila znamko z oznako C. Je dražja kot A, ki je za notranji promet. Pa je to evropski standard? Ja.
Kako je bilo pa prej še v Republiki Sloveniji samostojni od Evropske unije? Zmeraj je isto, zmeraj je pošta si je 2-krat na leto najmanj prilagajala svoj cenik. Ponavadi avgusta Ja, in proti koncu, ja. in nekje februarja so si po inflaciji so to dali ven papirje, nove cene in si mogel limati več znamk, da si dobil novo vrednost. Ne? A, B, C pa D, nominala, to se pa ne spreminja. Ne? To ima pa, začetna je bila 23 centov, a če me spomin ne vara, danes je pa 82. Zdaj, če imate stare znamke z nominalo A, stare 20 let, jih še zmeraj lahko zanimate v današnjem času. Res se pravi, ne izgubijo na svoji vrednosti. To so edine znamke, ki ne izgubijo nominale. Ampak če pa nima torej črke, potem pa ne more biti. Ena 44 evra, ena 31 evra in pol moraš to. Vsi imamo tehnično doma, vsaj jaz imam, ko napišem pismo, ko zložim noter material, dam na vago, pa vidim, kaj moram zalimati. Ker mi filatelisti smo znani, da ne radi vržemo samo pismo, ne, pa da dajo uno belo nalepko gor, ne, od vage. Mi imamo radi, da damo znamke, da jih je čim več, da je lepo žigosano od poštnih uslužbencev, čeprav imamo zmeraj več problemov, ker tako natakar, če šola natakar je eno, če je študent je drugo, ne, se more navaditi. In imamo probleme tudi s poštami že pri žigosanju naših izdelkov. Se pa zdi, da je to res naložba za prihodnost, torej se nam splača recimo danes kupiti 1000 znamk, tudi če jih ne uporabljamo toliko in jih potem 10 let uporabljati recimo? Zaradi inflacije, mislim. Mislim, če v mojem imenu odgovorim, ker jaz se ukvarjam tudi malo s prodajo po spletu, ne, ja, prišparam določene cente. Če bi pa rekel, da bi kupil danes, ne vem, 100 znamk z nominalo B, pa se nobenemu ne splača. Je treba pol tudi s topisom napisati. Zdaj, ko ste že prej omenila, torej osebne in katere so že ta druge znamke? Poštne, redne poštne. Ali to pomeni, da recimo nekdo iz filatelističnega kluba Maribor lahko dostopa do osebnih znamk vašega kluba? Če so na razpolago. Če so na spletu. Recimo, mi že prakticiramo že precej časa, da ko naredimo svoj izdelek, ne, da ga doma skeniramo in pošljemo na zvezo, našo filatelistično zvezo Slovenije in napišem dopis, kratek opis in pol je to na spletni strani zveze in vsak lahko pol naroči, če želi. Ne? Drugače pa naročate tako kaj med sebojno? Zelo malo, ker priložnostni žig je neka posebnost. Ne? Če mi naročimo priložnostni žig na Pošti Slovenije, da dobimo dovoljenje, moramo za ta žig postaviti na pošti razstavo. 14 dni mora ta razstava biti. Priložnostni žig se mora nahajati na poštnem okencu, fizično obliko, da ne glede kdo lahko pride, pa si ta žig udari, če mu jasno uslužbenka to dovoli. Ponavadi ne, ponavadi one to delajo. In drugo je, vsi klubi pa imajo tako navado, da si sami pripravijo že določene razglednice v Mariboru, določene ovitke, to so ta pisma, in pošljajo samo, da se more ta žig udariti gor, ne? Recimo, v lastni proizvodnji. Kot pravi Riki, Mariborčan, en bo videl, kaj smo mi izdali in on to zbira in bi želel imeti v svoji zbirki. On pripravi doma v kuverto, da recimo 9-10 primerkov, napiše navodilo
on pošlje na našo pošto, recimo, da rečem po domače na avtobusni postaji, ker tam je žig priložnostni naš. Ta uslužbenka dobi tole njegovo kuverto, prebere navodilo in piše, prosim, žig mi dajte na to kuverto levo, dajte spodaj. In to mu potem ona naredi in mu pošlje nazaj. Tako se to poštari, mislim, filatelisti to zbiramo, pa iščemo, če kdo kaj zbira. Ja. Če bodo kaj v Gorici izdali, če mene zanima, bom videl, na kateri pošti bo priložnostni žig 14 dni, sestavim, kaj želim, dam takšne, da rečemo, maksimum karte brez žiga, napišem, prosim, 3 tašne, dajte mi žig tukaj spodaj, levo zgore, dam kuverto in pošljem na pošto na Koroško, recimo. Da ona to prebere, mi požigosa in mi pošlje nazaj. Ne? Da jaz se ne vsedem v avto, da ne rabim se voziti na Koroško. Odvisno pravim, kaj kdo filatelist kaj izbira, kaj ga zanima, kakšno tematiko ima. Tako. Ali pa potem, komu, če se pa poznamo dosti, da danes so računalniki, so maili, pa mu napišeš, čuj, Peter Pavel, prosim, pošli mi 2 komada za mene, tako že vemo, kdo kaj zbira. On požigosa pripravi za tebe in mi pošlje po pošti nazaj, ne. Se menjavamo. Ne. Ali glede na to, kaj kdo zbira, tudi izbirate, katere priložnostne znamke boste naredili? Ja. To pa je glavna naloga našega kluba, da ponavadi preštudiramo, kaj bomo izdali, ampak gledamo tudi na to, kdo tudi kaj zbira pri nas. Ne? Se pravi, da se moramo tudi sami biti zadovoljni. Ne moramo dati dimnik, ki ga nobeden ne zbira, ker so znani dimniki po Kopru. Ne? Damo pač ladja, ker ladjo zbirajo vsi, večina. No? Ribe, živali, tematika gre, kako bi povedal. No? Če smem, ki se omenil dimnik, ker se mi smeji. Jaz sem koliko leto, 2, Koper, resno so določeni študije naredili, so slike, knjige strokovnjakov. Ja. Koper ima zelo veliko starih dimnikov, zgodovinsko zaščitenih, ki so posebni. Ni nikjer drugje takšnih dimnikov. In sem predlagal, da bi poslikali in bi izdali razglednice, da rečem, pa maksimum z dimniki. Ne? Samo mene je zanimalo nobenega drugega. Ja, nobenega neki ne bi nič prodali. Dimniki so še na strehi, jaz sem pa brez zbirke. Ne? Ja. Kot je rekel, mnogi zbiramo pomorstvo, ladje, morske živali, take zadeve, to so tematike, pa potem tu je vezano tukaj na našo zgodovino krajev in tako to se zbira. Ne? Recimo, jaz zbiram tudi slovenski uspehi, šport. Tako da potem iščeš po celi, ali pa samo slovenski uspehi, iščem, kje je kdo kaj izdal, kuverte, razglednice, bilo kaj pa sestavljaš zbirko in tako. Ne. Ker če zbirko sestavljaš, lahko z njimi narediš eno zgodbo, tudi pišeš. Recimo nabaviš različen material in potem tudi na raznih razstavah lahko tekmuješ ali pa razstavljaš. Mora imeti pa uvod, jedro pa konec, ne, zaključek. Tako je to, ne, tako da ni... Kako pa je športniki danes, naprimer? Ne spomnim se recimo, da bi videla že zlato Janjo Garnbret na znamki. Je tega kaj manj mogoče, kot je bilo nekoč, športnih dosežkov? Pošta Slovenije, ko so bile olimpijske igre v Riju, za vse zlate medalje izdala znamko, ne, in žig, ne. Od zmeraj že, no? Od zmeraj, ja. Za zlate medalje. Od 91. leta naprej, vsak posameznik, ki osvoji na olimpijskih igrah zlato medaljo, Pošta Slovenije izven programa naredi tudi znamko za to osebo. Torej, lahko pričakujemo še znamko za Janjo in za Tonija? Za Tonija ne, ker samo zlate medalje. Srebrna, seveda, ja. Bo Andreja Leški, judo, Janja Garnbret pa paraplegik Tomaš, kak je Terček, strelec. Ja. Oni 3 so dobili zlate. Za njih bo pošta izven serije, moramo zato malo počakati, bodo izdali. Za slovenskega Tonija Vodiška, ki ima srebrno medaljo Koprčana, in pa v parki je bil lokostrelstvo,
To pa bo naš klub bomo sami izdali v lastni režiji, da ovekovečimo. Mi za vsake olimpijske igre izdamo, ne glede ali je zlata, srebrna ali bronasta, kot klub govorim, koprski, izdamo. Osebno znamko pripravimo, žig poberemo. Žig zdaj ga ne bomo, ker bo Kopru žig, ne? Ker bo že koprski žig od pošte, ne? Leški bo že žig tukaj, tako da bomo samo požigosali to našo razglednico s tem žigom. Za koliko naprej pa imate pripravljen program, kaj izdati? Ja, tle smo pa malo tako, ker mi smo kot društvo se prijavimo na občinski razpis in moramo vsaj najmanj za 1 leto naprej že v program predstaviti, kaj bomo drugo leto izdali. Lahko se kaj spremeni, ampak degro teh stvari, vsaj več kot polovica, nekje 70% moramo tudi izdati. Ker moramo tudi občini polagati račune še z vmesnimi poročili. Zato je tudi naš predsednik rekel, da se bo malo oddahnil, bivši predsednik, glih zaradi teh stvari, ki te pa zelo te ta birokracija te povleče noter in včasih tudi zgubiš živce. Moraš biti registriran, moraš plačevati stavbna zemljišča, moraš plačevati banki, moraš plačevati pošti, moraš Pošti z veseljem plačevati. Več stroškov, kot dobimo od občine. Hvala Bogu, da dobimo. Smo zelo zadovoljni. Težko bi bilo brez občine, res. Če bi to šlo naprej, še tako naprej. Tudi prostor imamo njihov v brezplačni uporabi, že od leta 1954 smo v istih prostorih na Verdijevi. Tako, da smo blizu občine, nas kontrolira. Ja, da se pohvalim še vsaka čast občini, pomagajo, koliko se, ampak finančno pač dobimo tam, koliko pač dobimo. Je malo, ne. Večji razpis pa lahko dodatno zaprosimo za finančno sredstva. Imajo posluh, koliko 3 leta, 22 je bila multilaterala v osnovni šoli Koper v telovadnici, mednarodna velika razstava. Takrat nam je občina, 7 držav je občina, res smo dali dodatno vlogo, je pristopila, imela res razumevanja in pomagala ogromno. Brez nje ne bi zmogli speljati vsega. Zvezi, ne? Kot organizatorji smo bili pa mi upeti. Ja, to je bila Filetice, Zveza Slovenije, ampak mi kot Koper pa smo nosili glavno breme vse skupaj. Ampak s pomočjo mestne občine Koper, to pa res. Ja. Mogoče takole samo še za konec. Kako je sploh prišlo do prvega pojava znamke? Če se prav spomnim, ampak zelo bledo, so jo najprej predstavili celo tukaj nekje pri nas v regiji, ampak so takrat rekli, kdo se bo ukvarjal s tem, potem pa je nekje v tujini vseeno prišlo do njene uporabe. To je bil naš Slovenc. Ja, to je bil naš znan Slovenc, Lovrenc Košir, rojen v Škofji Loki, zaposlen na avstrijski pošti. In on je že leta 1835 si zamislil nek sistem, kako bi ovrednotil te pošiljke pisma. In si je zamislil, da bi on po teži tudi limal neke koleke, ki bi bile različne barve, glede na težo. No, in ko je dal to famozno prošnjo na Dunaj, so Dunajčani rekli, da kaj filozofira, da kaj, v bistvu so ga zavrnili. Zdaj, ali je mogoče zato, ker je bil naših korenin, v glavnem so rekli ne. In bil je pa en potnik iz Združenega kraljestva, zdaj jaz govorim, ne vem, če je res, ampak kot imamo mi podatke. Dokumentacija je v tej smeri, da mu je Košir zaupal te svoje ideje in ta naj bi pol naslednje leto v Angliji to idejo prodal Rowlandu Hillu, ki je znan kot oče prve znamke na svetu. Torej, Škofjelovčana pa ne priznavajo. Čeprav Avstrija, da končam, pol je Košir, ker je videl, kaj se je zgodilo, je na več frontah tudi kot na vseh teh, kako bi rekel, poštnih srečanjih
hotel uveljaviti, da bi ga priznali kot očeta, ampak povsod je bil zavrnjen. Tako da je ostalo, oziroma niti pritožb mu niso vzeli v obdelavo, je bil zavrnjen. Ne? In ko vemo, je pol takoj ta Roland Hill je pol izdal to znamko, mislim, da zdaj, da ne lažem, 36. leta. 1836. Ja, 1836. Eno leto kasneje, ko mu je... In Avstrija, glede na to, je pa komaj prvo znamko izdala 1850. leta. Se pravi, je bila skoraj 15 let. Nekje v sredini so že Avstralci izdali prej znamko in vse ostalo. Ne? Ampak poanta vsega tega, Avstrija skoraj redno včasih izda znamko v spomin Lorencu Koširju, tudi Slovenija, in napišejo oče poštne znamke Lorenc Košir. Ampak prepozno je vse. No, da se popravim, točno 1840 je bila ta prva znamka Black Penny, ki smo se prej pogovarjali, je ta Roland Hill tudi izdal. Katera je pa mogoče najbolj nenavadna znamka na svetu? Obstajajo tudi takšne, ki so recimo v zvezdasti obliki, v srčasti obliki, kaj takšnega, ali vedno nekako se ustraja pri teh kvadratih, trikotnikih? No, tudi? Ni važno. To pošta izdaja vse možne oblike, vse možne znamke, v bistvu že tekmujejo med sabo, kdo bo vzel. No, prej ste me tudi vprašali, trodimenzionalno, zdaj kako se vzame. Ne? Jaz imam recimo od Tonge, je velika plahta, po domače rečeno plahta, ki se prelomi in se naredi v kocko. In to naj bi bila za Tongo znamka. Ja. Zdaj, kam jo boš zalimal, kako je? Boš poslal, pa noveden ne zna povedati. Ne? Pride iz une plahte, pride kocka. Ne, so zanimivosti. Vabimo koga, če koga zanima na Verdjevo, da pride v klub, vrata so odprta, vsak torek imamo med 5 in 6 uro popoldan. Nobenega še nismo nagnali, mnogi so se vrnili, jim pomagamo. Mnogi tudi prinesejo, je kaj podedoval ali bilo kaj, pa ne ve kaj, mu pridemo gor, mu pokažemo kataloge, poglej, katalogi so v bistvu, kako bi rekel, neka osnovna cena, potem, če pa kupiš, prodajaš, je pa stvar dogovora in tako, ampak neko vodilo je, da te malo pomaga v smeri, da vidiš, kaj imaš. Je kaj vredno, ni kaj vredno. Filatelisti pa mnogi zbiramo, ne gledamo dosti na vrednost. Tebi je bolj pomembna zbirka, kot sem prej omenil, ali imaš zbirko določeno 5 let, ali 2 leti, ali 10 let, ampak da kar gre v to zbirko, kar se je izdalo, da imaš vse. To je kompletna zbirka. Ne? Potem pa stvar navdiha, kot si omenil kolega, imamo albumi, razni albumi za znamke, so albumi, posebni albumi samo za koverte noter dajati, za velike koverte, male koverte. Mi v glavnem pa delamo liste, tudi oblikujemo sami za znamke, za koverte in vse. Danes ti pomaga računalnik, oblikuješ v Wordu liste, nabaviš določen material, izprintaš doma in čez zimo lepo limaš, pa delaš. Na YouTubeu daš muziko, pa ob 4 zjutraj pogledaš, koliko je ura, ups, zdaj pa grem spat. Hoče povedati, da so listi dražji od znamk, katere jih vložim v te liste. Več plačam za liste, kot so vredne znamke, ki jih kupim na pošti. Odvisno zopet od zbirke in vsega tega. Zato si filatelisti pomagamo in delamo precej sami. Ne? Bi se pa pohvalil še za klub, no, da smo izdali pa že preko 330 izdelkov od leta 1954. In do konca leta še? Upam, da vsaj še 4 smo jih že izdali letos, vsaj še 3 zadeve. To imaš zdaj v obdelavi. 2 zadeve imamo v obdelavi na pošti, čakam odgovor. Recimo mornariški odred, ki je bil ustanovljen pred 80 leti v Loparju. Čakamo na dovoljenje za izdelavo žiga. Uporabimo to je problem. Rdečo zvezdo z napisom. Ne?
In rdeča zvezda je zopet simbol nekdanje države in tako, to so težke zadeve, veste, to nas Tle se malo ovirajo. Predvsej pošte. ne bom govoril lih o pošti, ampak tudi politika se meša. Ne? Zdaj je odvisno, kdo je od politike na položaju, pa te pol malo zavirajo, čeprav kot simbol rdeča zvezda ni nikjer prepovedana. Ne? Lahko se malo pošalite, vem, saj za 2 pivski znamki, ki imata. Ja, in kako pašejo, ko je vroče, ne? Ja, vse. Tako. Ohladijo in odžejajo, to Ja, vsi uporabljamo, pa nobenega ne briga tista rdeča zvezda. Je še Ja. par takih zadev, ki bi bilo res, ja, ne. Ne, izdaje, ko ste prej vprašali, ko smo omenili že na začetku, odvisno, mi gledamo kot klub, da so bolj zgodovinski dogodki, da ni nekaj izmišljeno, ampak da ima neko težo in neko vsebino. Ja. Imamo kot tukaj obalno mesto, Slovenija, Primorje, bogato zgodovino. Vezano od Beneške republike, ko je bila tukaj Avstro-Ogrska, potem osamosvojitev, priključitev, kak zdaj priključek, kako smo se združili, tudi te besede, naša politika. Ne vem, če so se že odločili. Ja? Ja, imamo strokovnjake, da te glava boli. Ja, Čisto mi smo tako, pa naj zmeraj slišijo. priključitev praznovali. Ne? Ja, Zdaj zdaj ne pa je- moreš enemu iz Ljubljane povedati, da mi smo priključitev praznovali. No, hočeš Oni zgodovinski hočejo vrnitev. dogodki ali pa takšne izredne dogodke, Ne. kot je bil destinacija odličnosti, to ni bilo v planu, ampak ker je Koper takrat zmagal, smo izdali to. In v glavnem 5-6, odvisno od dogodkov, izdamo na leto. Ne želimo pa preveč, potem pride inflacija in se razvrednoti. Izdajamo pa vse to tudi v nevelikih nakladah, bolj v omejenih, ker potem, da ti leži tam 30 komadov, To je samo ono zgublja vrednost. vaše vprašanje odprej. Ne? Koliko Če jih se kupi splača. naše izdelke, zelo, zelo malo. Odvisno od Kot tematike. jaz Ne, ja. v Ljubljani, če izdajo, če je moja tematika, kupim, če ne, pa ne kupim. Tu Torej, smo kako smo rekli, bazirali policija, ne? Če bo kaj policijskega. uniforme. Ja, no, to te- se ja. tudi lahko pohvalim. Sem izdal jaz ob obletnici za pomorsko policijo, sem se potrudil, sem imel 2 meseca dela z Ministrstvom za notranje zadeve, da so mi dali vsa to dovoljenja za embleme, znake policijske. Tako, ampak na koncu sem dobil vsa dovoljenja in sem izdal 2 maksimum karti, pomorsko policijo pa letalsko policijo. Isto leta Tako da nazaj, je, no, ko je bila osvoboditev Kopra in Trsta, je bilo zelo Ja. blizu, sovpadalo. Ker, kako bi rekel, Kopru nismo smo razstavljali, pa glavna razstava je bila v Sežani. Ja, zaradi Osvoboditev Trsta, Trsta, ne? zaradi Trsta. In za Pjacovni tisti trg, veliki trg. veliki v Trstu. trg, slika lepa, ko je takrat partizan na konju Kojaha, ko so ga osvobodili, smo mogli pisati v Rim, plačali smo kot klub, da so nam izdali dovoljenje, da lahko to sliko uporabimo. Je birokracija. Potem z veseljem smo naredili lepo razstavo gor v Sežani, v takratni knjižnici tam pri njih. Kopru, tukaj pri nas, tukaj za Koper nismo imeli problemov, ampak zato, hočem reči, kot je prej omenil, je dosti administracije včasih in razna dovoljenja in vse Preveč. skupaj. Če lahko povem primer za Janka Premrla Vojka, ali boš ti povedal, ti si se s tem No, obadal. dobro, to lih. Ne, smo imeli že vse narejeno, Ni za govoriti pred ampak televizijo. lastniki niso dovolili, smo mogli vse vršiti v smeti. Mimo grede, ker nas ura počasi priganja, samo še za konec, ali imate vse vaše izdaje tudi na ogled v vaših prostorih? Ne. Pa se Imamo- da kje videti? Nekaj je Ne, pri- jaz bi tako povedal. Ne, zato ker tudi klub nima še v svoji zbirki vseh stvari, ker v vseh teh letih se je to članstvo menjavalo, pa je kdo tudi sabo iz arhiva vzel, pa je Recimo nastala nehal. luknja. Recimo nehote. Drugače, če bi hotel kdo videti, imamo na razpolago, če ne v originalu, imamo prefotokopirano kot knjigo. Jaz sem tudi danes prinesel s sabo, ampak lahko pokažemo pol, Da, da se da videti vse. No. jaz imam v moji zbirki originale, mogoče mi manjka 7% kompletnega. Drugo imam pa vse. Ne vem, Samo če je ima doma. kdo vse. Ne.
Se pravi, enih 7% mi je manjka. Ne, Sva imela pa srečo še to, da povem, no, pred leti ga je njegov znanec, prijatelj klical, da ima en kup stvari od našega kluba in sva se takrat odločila, da to z našimi financami klubskimi to odkupimo. Sva še kar dobro plačala, ampak sva zapolnila. Pridobili smo ogromno, kar je klubu manjkalo, da ne govorimo, kar je njemu manjkalo, in meni in našim članom je bilo materijala, ki je pa iz našega konca končal na Štajerskem. Ja. Zanimive poti, kje to gre, vse. Slovenija je tranzitna država. So poslali nam, ne? In tako se dogaja, njihove stvari nas ne zanimajo. Ja. Recimo, samo to, mi tukaj se baziramo, kot sem prej rekel, cona A, cona B, Beneška republika, to Ljubljana, ima bolj Avstro-Ogrska in te zadeve. Verigarje in tako naprej, prve slovenske znamke. Nas ne zanima, ker ni našo moč. Jaz sem pa zdaj že 2 leti izbiral samo to še pred filatelijo, kar so žigi, ker takrat znamk še ni bilo, oni osnovni žigi, kar piše gor Koperka pod Istrija, ročno vse. To zdaj iščem, pa zbiram samo. No, tako, dragi gledalci, če slučajno imate kaj takega, veste, kje jo najti. Najlepša hvala za današnji obisk v studiu. Ob torkih sta rekla, da vas lahko najdemo. Hvala za vabilo in za prijeten klepet. Tako, hvala vama. Vi, dragi gledalci, pa če vas zanima filatelija in se smukate kaj okoli, saj ste slišali v torek med 5. in 6. na Verdijevi. Če pa ste zamudili kakšen del pogovora, vas pa toplo vabim na YouTube, kjer lahko na kanalu Megafon TV ponovno ogledate ali tisti del, ki ste ga zamudili, ali pa kar celoten pogovor. Do prihodnjič, lep pozdrav.